Torej, 11. september se hitro približuje in to je zelo občutljiv dan za večino Američanov, še posebej za prebivalce New Yorka. In ko se ta dan bliža in Mamdani iz New Yorka nadaljuje z islamizacijo New Yorka, tema postaja še bolj občutljiva, še posebej zdaj, ko Mamdani ni hotela prisluhniti družinam žrtev 11. septembra, ki so ji povedali, naj ne prihaja na spominske slovesnosti. In on se je vseeno odločil, da mora iti, ker kaj je boljšega kot opomniti ljudi, ki so izgubili družinske člane 11. septembra, da je islamizacija New Yorka tukaj. In ko rečem, da je tukaj, mislim resno, to so dejanski posnetki iz New Yorka. Ne pozabite, v običajnih islamskih krajih ne hodijo na ulico moliti. To je kulturno znamenje prevlade, s katerim svetu sporočajo, da je islam tukaj, da prevzame oblast. In to so njihove besede, ne moje besede. Nimajo namena popustiti, še posebej ne v New Yorku, kjer vidijo, da je Mamdani resnično dobesedno vse, o čemer so sanjali kot o novem ajatoli Amerike, kot ga imenujejo. Obstaja razlog, zakaj se muslimani še naprej zbirajo k molitvi na javnih mestih in blokirajo naše pločnike v krajih kot je New York. Vse to je organizirano, da bi islam postal nekaj običajnega v Ameriki in da bi nas osvojili. Torej je v New Yorku več kot 500 mošej, pa vendar gredo na ulice in morajo moliti na javnih mestih. To počnejo namenoma. Jasno je, res je noro to gledati, ampak to počnejo, da pokažejo svojo prevlado. Da, to je točno razlog, zakaj to počnejo. In kot se bliža 11. september, so prebivalci New Yorka vse bolj in bolj besni. Poslušajte to. Mumtaz znova terorizira prebivalce New Yorka. Družine žrtev so mu naročile, naj se letos drži stran od 25. spominske slovesnosti ob 11. septembru. Noče jih poslušati. Ponosno bom počastil družine preživele, prve posredovalce, ki jih je ta grozljiv teroristični napad zavedno zaznamoval. Tako da bom stal ob njihovi strani. Ampak oni ga nočejo tam. In to je zelo osebno. Očitno jih znova traumatizira. Menili smo, da bi bila prisotnost Mamdanija tam nespoštljiva do naših družinskih članov, zaradi ljudi, ki jih podpira. Zato so družine žrtev začele peticijo, s katero zahtevajo, da se drži stran. Imenoval je Ramzija Kasema, glavnega pravnega svetovalca mesta New York, ki je prej zastopal Ahmeda Al-Darbija, obsojenega zaradi zarote za bombni napad na tanker povezane z Al-Kaido. Tesno prijateljuje s Hasanom Pikarjem, ki je rekel, veste, Amerika si zasluži 11. september. In seznam se kar nadaljuje in nadaljuje. Ta človek je terorist. Vi nočete tega reči. Jaz bom rekel, on je terorist, on je džihadist, sovraži Ameriko. Če niste musliman, župan Mamdani se za vas ne meni. Torej, imam en predlog, Mamdani. Vzemi si prost dan, ker se postavljaš na stran džihadistov in imaš prijatelje, ki opravičujejo tisti grozljiv dan. 343 gasilcev, skoraj 3000 izgubljenih življenj. To ni priložnost za samo promocijo, to so njihova življenja. Oglej si celoten video na moji desni. In ljudje zaradi tega niso zadovoljni. Presenečena boš, ko izveš, da moški, ki se je odločil prinesti islamizacijo v srce Amerike, v New York, tukaj ni dobrodošel. Ampak New York ga ima že dovolj. Ni samo zaradi 11. septembra in njegove neobčutljivosti. In kot smo rekli, prevlada, ki jo vidimo pri teh islamistih, ki se zelo trudijo dokazati svetu, da bodo ostali. Gre za vse v zvezi z Mamdanijem in vse, kar je naredil. Dejstvo, da je pripravljen iti proti željam in dobesedno dati izjavo, da bo stal tam in da bo z njimi kot islamistični socialist, je preprosto ogabno. Številni ljudje, ki so preživeli napade 11. septembra, vas pozivajo, da ne hodite na spominske slovesnosti ob 11. septembru. Zanima me, kako se počutite ob dejstvu, da vas skušajo odvrniti. Ponosno bom počastil družine preživele pripadnike intervencijskih služb, ki jih je ta grozljiv teroristični napad zavedno zaznamoval, tako da bom stal ob njih. Naravnost ogabno. Vedno jih boste častili, čeprav vam sami govorijo, da vas tam nočejo. Sami ste se odločili, da je to prava stvar. Tega moškega bodo izžvižgali brez konca. Na letošnji komemoraciji 11. septembra ponovno potrjujemo, da nikoli ne bomo pozabili tega slovesnega dne, ki smo ga občutili vsi, ki to mesto imenujemo dom, in iskreno vsi, ki to državo imenujemo dom. To je ogabno, to je politika in je naravnost odvratno. In ne pozabite, Mamdani ni samo Mamdani, socialist, ki uničuje New York. On je nekdo, ki predstavlja islamski prevzem. Prav tisto, na kar naj bi nas 11. september opomnil, da tega ne bomo dovolili. Izvolitev nekoga, kot je Mamdani, je prelomnica. Potrebujemo nekoga, kot je Mamdani, da postane župan New Yorka. In to je zmaga za ummo. In če tega ne razumete,
potem morate iskreno premisliti svoje razumevanje civilizacijske moči. Vsak ima svojo vlogo, mufti imajo svojo vlogo. In politiki imajo svojo vlogo. Guverner ene največjih zveznih držav na svetu, Teksasa, ta človek je 8-krat poskušal ustaviti naš projekt. Na vseh ravneh mu je popolnoma spodletelo. In projekt še vedno poteka s polno paro naprej. Uporabili smo denar naših lobistov za lobiranje. To realnost moraš sprejeti. Naša največja slabost je naš odstotek v tej državi. Mimogrede, to je samo v tej državi. Po vsem zahodnem svetu, mašallah, tabarakallah, odstotki rastejo do te mere, da jih to straši. Švedska, 10% muslimanov. Oslo, Norveška, 10% muslimanov. Dunaj, osmanski Turki so poskušali 200 let, pa niso mogli ničesar doseči. Na Dunaju je 10% muslimanov. Mašallah, tabarakallah. London, 20%. To je moč naše skupnosti. In se sprašujete, zakaj so ljudje, ki so izgubili družinske člane v islamskem terorističnem napadu, ki je zavedno spremenil podobo New Yorka, nezadovoljni, da se župan Mamdani udeležuje dogodka. In spet mislim, da ne gre samo za islamizacijo, čeprav je to velik del tega, gre za mesto, ki je v 25 letih pozabilo, zakaj stoji, pozabilo, v kaj verjame. In na srečo je veliko prebivalcev New Yorka, ki niso pozabili. Kaj menite o tem, kako se Zorah Mamdani odreže tukaj v New Yorku? Obstaja tako prijeten razkorak med tem, kako mu gre, in tem, kako ljudje mislijo, da mu gre. Gre mu grozno. Povsod so brezdomci. Samo zapravljajo denar, ki ga nimajo. Ampak za te otroke. Mislim, mimogrede, ko rečem, da mu gre slabo, oziroma ko oni pravijo, da mu gre slabo, morate videti ta video. Mislim, samo poglejte to za trenutek. Mislim, da bom bruhala. Slabo mi je. Samo resno, skoraj bom začela jokati. Pravkar sem stopila. Nosim Japonke. V človeško sranje. Abed. Selim se. Vidiš, to je problem. Pravi, da se seli in res bi se morala preseliti, ker verjamem, da za New York ni več prihodnosti. Ampak hkrati, če samo odideš, tem ljudem dovoliš, da zavladajo. Ljudje, ki vidijo probleme, so velikokrat tisti, ki morajo ostati in se spopasti s težavami, da se uprejo. Denarja nimajo, ampak za te otroke, tako kot porabljajo denar svojih staršev za fakulteto, dejansko mislijo, glej, uravnotežuje proračun. Ne, izposodil si je okoli 45 milijard dolarjev od države, ne? Ali pa je prenožil plačilo davkov, nekatera plačila z obrestmi, nekaj tazga. To ni uspeh. Ni uspeh, če odlašaš s plačili, ki jih dolguješ in kopičiš dolg do države. Ampak težava je seveda v tem, da ljudje kot on je tako pameten, preselil se je sem, izkoristil je liberalne bedake, ki niso tisti ljudje, mimogrede, mislim, da je le okoli 10% mesta glasovalo na županskih volitvah, ne? Ljudje, ki mestu prinašajo denar, ne glasujejo zanj. To so naključni poraženci, to so liberalne bele ženske, to so, veste, študentje, to so muslimani. Glasovali so zanj. In zdaj je vzel nekaj, kar so zgradili bogati, kar so zgradili uspešni in iz tega izčrpava sredstva. In ni samo finančno. Vzel je mesto, ki so ga v zadnjih 25 letih zgradili preživeli. Ljudje, ki so ob 11. septembru izgubili svoje ljubljene. In tudi po njih pljuva. Ni njegovo, da bi se mu odpovedal. Nikoli ni bilo njegovo, da bi ga uničil, ampak zdaj je njegovo. Za tiste, ki želijo zelo preprosto razlago, ki jo je lahko razumeti, kaj je Zoran Mamdani naredil z državo, tukaj je. Torej, država je imela proračunsko luknjo. Država je dala dodatna sredstva in dovoljenje, da se nekatera od teh izplačil pokojnin, ki jih je dolgovala, potisnejo dlje v prihodnost. In ker so vsa ta izplačila potisnjeni v prihodnost, to pomeni, da je bil ta proračun tehnično uravnotežen. Toda tisto, česar vam ne povedo, je, da bodo zaradi potiskanja teh izplačil v prihodnost v naslednjem desetletju plačali približno 8 milijard dolarjev več. To je dobesedno socializem. In ni presenetljivo, da te ljudi zdaj izžvižgavajo. Kurba mojega očka, to si ti, Diana, kurba mojega očka! Ne glede na to, kaj si, Diana, ti si kurba mojega očka! Samo zapomni si to! Izkazalo se je, da Newyorčani niso prav zadovoljni s tem in veliko je, za kar se je treba boriti, fantje. Veliko je, za kar se je treba boriti in mislim, da ljudje v New Yorku to razumejo in ne bodo odnehali. Upajmo in molimo. Hvala za vašo pozornost glede tega, Maca.